Oblikovalec kovin, orodjar. Oblikovalec kovin je poklic, ki se je razvil iz preproste ročne obdelave kovin v današnjo računalniško podprto strojno obdelavo različnih kovin in drugih materialov. Orodjar ima pri svojem delu največ opravka z različnimi kovinskimi elementi, ki mu jih pripravi oblikovalec kovin, on pa jih sestavi v uporabno orodje. V program izobraževanja za pridobitev poklica oblikovalec kovin, orodjar se lahko vpišejo tisti, ki so uspešno končali osnovnošolsko ali nižje poklicno izobraževanje. Dijaki v času šolanja usvajajo tudi znanja pri splošno izobraževalnih predmetih, a poudarek je na njihovem praktičnem izobraževanju, kjer se učijo različnih postopkov ročne in strojne obdelave odrezovanja, preoblikovanja in spajanja kovin in nekovin. Imeti morajo dober vid, prostorsko predstavljivost in čut za precizno praktično delo. Srednja šola Ravne zagotavlja prijetno, kreativno in profesionalno okolje, ki spodbuja učenje in možnost osebnega razvoja. Dijaki se naučijo osnovnih zakonitosti strojništva, samostojno znajo uporabiti in narisati enostavne delavniške risbe strojnih delov in manjših sklopov v skladu s standardi. Na modernih obdelovalnih strojih, kot so stružnice, rezkalni in brusilni stroji, oblikujejo različne kovine in izdelujejo različne kovinske izdelke. Pri svojem šolanju se dijaki pogosto srečujejo s problematiko energetike, varstva okolja in reciklažo. Učni program jim omogoča, da se naučijo tudi vsebin o merilnih in kontrolnih postopkih. Na koncu šolanja obvladajo osnove informacijsko-komunikacijske tehnologije, tako da znajo samostojno uporabljati programe za vodenje strojev in diagnostične programe, s katerimi spremljajo proizvodnjo oziroma svoje delo. Kot v vseh panogah kovinske industrije je tudi v izobraževanju za poklic oblikovalca kovin, orodjarja, potrebno poznati predpise in zakone, ki urejajo varstvo pri delu ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod in poškodb pri delu. Oblikovalec kovin, orodjar je deficitaren poklic, kar pomeni, da na trgu dela v Sloveniji teh poklicnih profilov primanjkuje. Dijaki spoznajo morebitne delodajalce že pri praktičnem delu v času šolanja, z vestnim delom pa si kmalu lahko najdejo podjetje, ki se ukvarja z obdelavo kovin in nekovin, v katerem se lahko zaposlijo. Izobraževanje lahko po opravljenem strokovnem izpitu nadaljujejo kar na isti šoli. V dveletnem izobraževalnem programu 3+2 poklicno-tehniškega izobraževanja ter si na koncu z uspešno opravljeno poklicno maturo pridobijo naziv strojni tehnik.